oglasil kot izredno delovne, poštene in zveste. Lastnik hotela Abac je v neki družbi takle izrazil. Vsak poklic zahteva posebno vrsto inteligence. Služabniki, recimo, morajo imeti razvit tisti del možganov, kjer je sedež ubogljivosti, pokornosti in čustvene želje po ugajanju. Najbolj pomembno pa je to, da znajo izničiti samega sebe. Služabnik, ki se preveč ceni, ki ima v sebi kakršnokoli visoko mnenje, ne more biti dober služabnik. Vse v njem mora težiti k temu, da bi bil kar se da všečen svojemu gospodarju. Poleg tega mora imeti razvite še druge lastnosti, recimo mora biti delaven, skrben, natančen, pozoren, čist in še kaj. Če pustiš doma svojega dojenčka in ko prideš sem, doiš enega tujega, mu daješ svoje mleko, svojo kri, svoje življenje in traja to 2 leti, tudi več, in si mu potem še varuška nekaj let, in ko se po 5 letih vrneš domov, saj te tvoj lastni otrok ne pozna in ti tudi njega ne. Gledate se kot tujca, pa mine spet 1 leto ali več, lepo se navežeš na svojega otroka in on v tebi prepozna svojo mamo, pa pridejo in ti rečejo, da smo se spet zakupali in da bo treba znova na pot, na parnik in v Egipt. Pa rečeš, da ne in ne, a dobro veš, da bo treba na ladjo. Če ne bo šla njiva, bo šla streha. Pa greš, a ne? Pa greš in potem spet mine toliko in toliko let. Jaz sem res pravim veliki dar služenja, ki ga imamo mi Slovenci. Veliki dar služenja, to je dar Božji, prosim. Zato smo še tukaj, če ne zdaj bilo več. In smo, torej tukaj nekaj manjka, ne? Ta človek, ki je služabnik, mora biti zelo, zelo tudi pameten in zvit. In mi smo, znamo biti, kadar je treba, ko mi grede. Torej, te ženske, ki so prišle dol, ni mislim, da bi lahko opisali njihovo trpljenje na začetku. Pa so živele, pa so bile meščanke, pa so bile gospe, so bile semnone, ki so bile mame po mleku, ki so dojile, ne, tudi one druge. Problem je bil potem pri vrnitvi v njihove vasi. Ko so prigajale, so bile gospodične, so bile meščanke. Ko so se vrnile, so bile spet služkinje, so bile spet nič. Odvisno od tega, kako reko, morale in etike je imel njihov gospodar in njihova gospodarica. Zelo kruto se stvari tam malo, eno in drugo moramo povedati. Najhuje je potem bilo po vrnitvi. Ko je otrok, ki odšla je imel nekaj mesecev, če je bila dvojilja. Če ni bila dvojilja, je bila recimo 1 leto, 2 leti. Ko se je vrnila, je imel otrok 6 let, pa 4 leta. In ko so mu govorili, da to njegova mama je, so obrnil prosim, in to ni moja mama. Zakon to hodor, ni beseda bi napisal. Potem ponovno pridobiti njegovo ljubezen, ko ga je pridobila ljubezen, in je nekaj let, mora spet nazaj. Ta roman ima naslov Grenko Morijo. Zelo železno v tem naslovu je prerokba. Ko se one dol hodile, še ni bilo Grenko. Zdaj je postalo Grenko. Mislim na to. Ko rekel mrtvi Morijo, potopljeni, da to je Grenko Morijo. Svetopisemsko ne pomeni Grenko, ampak prekleto. Ste vedeli to? Soba je postala Grenka, tudi prekleta. To more sredozemsko za prekleto. In gorjet nam, ki smo počeli to Grenkovo. Ko so Aleksandrejki šli dol, ni prekleto. In bilo še blagoslovljeno. Ko so se vračali, še vedno blagoslovljeno, da ni več. Ne more biti. Smo pri problemu sprijetosti beguncov. Aleksandrejki so bili na nek način begunke. Vednicami seveda, ne. One so šle zato, da so lahko ohranili kmetijo in da so preživeli. Ti, ki zdaj prihajajo sem gor, prihajajo zato, da ostanejo živi ljudi Bog. Ne,
Ne da služijo, ampak da postanejo živi. To, kar mi delamo, kar dela kulturna Evropa, razvita Evropa, civilizirana Evropa, je ljubene obraz Božjemu usmiljenju. Nič drugega kot to. In govori nam, kad je Bog prišel, nujno bo prišel. Mora priti. Ker človek je toliko Božji, koliko je usmiljen, koliko je ljubeč, sočuten. Na koncu, ko umremo in pred Božjim obličjem, pred razsodnikom, tudi Egipčani imajo razsodnika, svojo torbo življenja obrnemo na robe, pa da je vse mogoče smrti. Vse mogoče, polno raznih stvari. In tisti, ki razsode, pobirajo samo zlata zrnica. Pa nekod jih je malo, pa nekod jih je veliko, in potem to da na tehtnico in to odtehta težo duše. Govori nam, ko bo tehtal nas, glede teh, ki smo jih mi povzročili, da so begunci, ne morejo k nam prihajati. Ne, nimam besed, da bi dovolj lahko govorili smo tiho. In ko sem potem šel enkrat po ulici, je tam bilo toliko Arabcev in domačinov, kot je zdaj vas tukaj. Ful so vsi zakričali, se pogovarjali, da je Foucault rekel, je teklo to življenje. Veš, po Ljubljani so vsi brki, je tako, tukaj imajo nek cilj, so še na cilju, preden pridejo na cilj. Oni so zdaj in tukaj. In so notri, so v življenju, pun v življenju. Ne moramo tega razumeti, ne moramo. Ker smo razsekani, razparcelirani, smo obremenjeni z skrbmi, z težavami, ker oni se pa prepustijo, ker smo vse odnali. Takole. Kaj se še včeraj Kaj bi svetovali mladim? Na kakšen način nam človek svoje srečne življenje? Srečne? Ja, ko ne na to odgovorim. Biti to, kar si. Biti to, kar si. Jaz sem hodil na intenzive razsvetljenje, to je bil doktor Slovilske in Prirevko. Temeljno osnovno vprašanje je, kdo sem jaz? Spoznaj samega sebe. Intenzivi so zdaj 3 dni. In ko se približaš k temu spoznanju, kdo si, doživiš razsvetljenje. Ko zdaj slišim eno, ki bi v meni sedela, ko je doživela to razsvetljenje, spoznanja, kdo je tako zakričala. Ta krik se pri meni spremenil v svetlobno žarek, ki je še na gor. Ni bilo nje, žarek je bil, žarek tako dobil, širok, gor. To sem jaz. In ona to spoznala in spremenila svoje življenje. Je pustila moža, vse in še po svoje. Bila je ona. Biti to, kar si. Ker mi prej si izpolnjavali narediti. Ker bi morali biti zelo odločni. Biti to, kar ste. Biti pogumni. Ne bojte se. Najlepša hvala, gospod Marjan Tomšič, za te globoke misli. Jaz bi še globoko zdaj bolim. Hvala dijakom, hvala za plakate, za lepe predstavitve, tako da srečno.